V tokratni oddaji Klepet ob kavi v naši družbi zdravnik kitajske tradicionalne medicine. Spraševali se bomo, imeti ali ne imeti mrtve zobe. Vzgojite pa tudi svojo sibirsko cedro s pomočjo naših navodil v oddaji Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v vseh teh letih ustvarjanja oddaje Klepet ob kavi in v vseh teh letih predajanja znanja o tem, kako izjemna je narava in kakšna darila so pravzaprav drevesa. Velikokrat smo govorili o sibirski cedri iz različnih smeri, obravnavali tematike njene zdravilnosti, njene kozmične moči in moram reči, da vse besede so bile odveč, kajti ko sem sama dobila to izkušnjo na Altaju, šele takrat sem zares spoznala, kaj pravzaprav cedra sploh je. In dobesedno lizali smo, kot lahko vidite, smolo sibirske cedre, poimenovano živica, direktno tam na Altaju. No in veste, v vseh teh letih ustvarjanja in predajanja tega znanja v oddaji Klepet ob kavi in ob vseh teh bralcih, ki so tudi prebrali Anastazijo in se tam zaljubili v sibirsko cedro, nič kolikokrat smo dobili vprašanja, ali je možno dobiti cedro iz Sibirije, ali je možno dobiti semena iz Altaja, iz Sibirije, da bi si jo vzgojili sami oziroma imeli semena kot nek talisman, kar dejansko tudi je. In naj vam povem, letos je to decembrsko darilo, ki ga je iz Sibirije seveda pripeljala Marija Ana Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Marija Ana, mene je vrglo na rit, ko sem to slišala, da boš to našim gledalcem omogočila, da dobijo torej vse tisto, oziroma točno tisto, kar so si toliko časa želeli in to brezplačno kot darilo. Res vesela sem, da si ljudje želijo imeti svojo cedro, zato ker jaz se spomnim, kaj je meni pomenilo, ko sem prvič v življenju dobila semena sibirske cedre. Dobila sem jih v Sloveniji. In to, seveda, tudi jaz sem prebrala Zveneče cedre, tajge, se tam prvič spoznala, še prej, preden sem v živo poznala drevo sibirsko cedro. Zgodba puščavnice Anastazije je na mene naredila tako močan vtis, da sem komaj čakala, da doživim to energijo cedre. Ampak semena sem dobila pa že prej, preden sem šla v Sibirijo. Doktorci Valentini Harlovi, Sibirki, profesorci z Tomska, ki je danes živi že v Sloveniji. Ko smo se spoznali, sem ji razlagala o cedri, ona pa meni, o cedrovih gozdovih v Tomsku, okrog Tomska, o tajgi in tako naprej. In potem je enkrat prinesla tako v prtičku zavita semena, veš, toliko sem bila vesela. In seveda tista semena so bile verjetno magnet, ki me je leto kasneje potem tudi pripeljal v Sibirijo. Veliko ljudi me prosi, da jim prinesem semena, sadiko in tako naprej. Žal, uvoz živih organizmov iz neevropskega dela Rusije oziroma iz Sibirije ni dovoljen. Semenčka bojo pa usklila v drevo. Danes nam boš tudi razložila točno, kako s temi semeni ravnati. Slišali boste protokol, kako jih tudi posaditi. Tale trenutek, še preden se postaviva tamle v tist predel, kjer naj že čakajo semena in tudi majhna cedra, pa mogoče nasplošno. Ogromno mitov in legend je okrog cedre, ki jih poznaš pravzaprav in si jih slišala iz prve roke v Sibiriji. Veliko jih je tudi zapisanih, kot smo rekli, v Zvenečih cedrah, se pravi Anastaziji, v vseh teh knjigah, ki smo jih brali. Kaj je nate naredilo največji vtis, oziroma si tudi sama na lastni koži doživela ob cedri? Vedno je tako, miti in legende so pravzaprav neka sporočilnost o izjemni moči določene rastline ali drevesa. O sibirski cedri
je zapisano resnično, živi pravzaprav mnogo mitov in legend iz enostavnega razloga. To je drevo, ki pravzaprav daje prebivalcem Sibirije vse, kar za življenje potrebujejo. Če pogledamo natančno, ne glede na to, da včasih seveda ni bilo možnosti narediti neke kemijske analize, farmakološke vsebnosti določenih delov cedre, pa so ljudje iz izkustva vedeli, da iz cedre lahko pravzaprav pridobijo in zdravila, in hranila, dajala jim je zavetje, kurjavo, surovino za dom in tako dalje. Kasneje seveda znanost raziskala sestavine in potrdila zdravilnost določenih delov. Ampak tisto, kar mi v bistvu tudi ena legenda najbolj nazorno kaže na to, tisto, kar je recimo najbolj pomembno pri cedri, je pa prav ta odnos človek-drevo, torej drevo, sibirska cedra, ki radodarno daje ljudem, in človek, ki od sibirske cedre s hvaležnostjo sprejema njena darila. To je pretok energij, ki bi mogel veljati kot pravilo pri povsod in pri vsem. Torej, radodarnost in hvaležnost. In tudi samo ime, keder, po rusko, izvira pravzaprav iz ščedrost, to je zahvalnost, oziroma radodarnost. Se pravi, bi morali reči keder. Keder bi jo mogli imenovati in tudi veliko zmotnih mnenj in predstav je v tem, a je to cedra, ni rod ceder, je rod bora, pa ni bor, je keder. Je radodarnica in mi ljudje, tako kot v Sibiriji je to nekaj popolnoma normalnega, da s tako hvaležnostjo sprejemajo njene oreščke, živico, eterično olje in tako naprej, ali pa tisti žmeh. Ampak ravno to je pomembno, je razlog pravzaprav, da jo slavijo kot sveto drevo. To ni neko svetišče, ampak izraz najglobjega spoštovanja, zahvalnosti in hvaležnosti, tako kot v Anastaziji, tako tudi med preprostim ljudstvom. In nič nenavadnega ni, če ljudje v svojih žepih, preprosti ljudje, nosijo nekaj semen sibirske cedre, ki so tukaj spodaj pod temi luskami. Pravijo, da če nosiš semena sibirske cedre pri sebi ali v žepu, ali jih imaš pri postelji ali pod vzglavnikom, da te to ščiti predvsem slabim, da te vodi na tvojih poteh, ne samo na poti, da se ne boš zgubil, ampak na splošno na tvoji življenjski poti in da ti daje srečo, zdravje, modrost, ljubezen, zaščito in blaginjo. In vi tale trenutek že lahko vidite navodila, malce bolj konkretno, podrobno bomo seveda predstavili ta navodila, kajti v mesecu decembru namreč prejmete semena sibirske cedre kot darilo zraven ob vseh izdelkih, ki seveda prihajajo iz Sibirije. Marija Ana, je pa sibirska cedra velikokrat omenjena kot šamansko kozmično drevo, kot kozmični prevodnik. Seveda, včasih so ljudje drevesa močna drevesa, energijsko močna drevesa, ampak niso imeli inštrumentov za izmero energije. Presoja o tem, kdaj je drevo močno, je bila v bistvu posledica uporabnih delov drevesa. In neko drevo, kot sibirska cedra, ki je ljudem pravzaprav omogočalo življenje, dajalo toliko vseh plodov, je veljalo tudi za mitološko drevo, kozmično drevo, šamansko drevo. Gre za drevesa, ki so axis mundi v terminologiji. To pomeni povezovalci spodnjega, srednjega in zgornjega sveta. Preko dreves so ljudje komunicirali z svojimi predniki, svetom, spodnjim svetom in svojimi bogovi. In kasneje
v drevesa umestili ali naselili svoje bogove. Perun in tako naprej. Nekako vsa drevesa so povezana z določenim drevesom, s hrastom, brezo, lipo in tako dalje, povezani starodavni bogovi, staroverski bogovi, ker drevo kot sprejemnik kozmične energije in močan oddajnik energije se v šamanski tradiciji imenuje kozmično drevo. To pomeni povezovalec kozmosa z Zemljo in seveda s človekom. Wow, to je izjemno. Jaz predlagam, da greva zdaj kar tjale bližje, prinesa si zraven namreč cedrina semena in pa tudi sadiko. Evo, kar izvoli. Hvala lepa. Majhna je, ampak vendarle ta semena, kot smo rekli, ki se dobijo kot darilo v mesecu decembru, torej po žepih, pod polštrom, vse to bo super prinašalo, delovalo, veliko dobrega, ampak ali so ta semena, ki jih podariš, tudi sposobna vzkliti in ustvariti ta mogočni kozmični prevodnik cedro? Poglej, v enem izmed mitov je tako lepo rečeno, ko se mati Zemlja pogovarja s stvarnikom. In mu pravi, da bom tako približno povedala, skrajšano, sprašuje ga, kdo bo te božanske iskre, ki jih daje stvarnik ljudem, hranil in dajal ljudem. Ali bojo to rastline, drevesa, in stvarnik pravi, ja, to bojo rastline in drevesa. In ko bodo drevesa odvrgla liste in bodo rastline ovenele, torej po zimi, bodo te božanske iskre zbrale cedre in jih dajale ljudem. Wow. Božanska iskra. Božanska iskra. Ja, zato to je življenje. To je seme in iz tega seveda lahko vzgojiš svoje drevo, ki bo nosilo v tvojem življenju vlogo, o kateri govori ta čudovit mit. Wow. Greva kar mogoče na sama navodila. Vse je zelo enostavno. Tehnik, jaz mnogo ljudi slišim vse mogoče variante in tako naprej. Tudi v eni izmed knjig Zveneče cedre tajge Anastazija govori o tem, kako se ne samo ta semena, ampak nasploh semena sadijo. Verjetno je zelo znana ta tehnika, ki se prakticira tudi pri sajenju ostalih stvari, da damo seme za nekaj minut pod jezik. Da ga informiramo z svojim zapisom, s svojo informacijo in da se nekako globoko, energijsko povežemo s tem semenom, da bo zraslo v rastlino, ki bo za nas dajala tista hranila ali pa energijo, ki jo mi potrebujemo. To je ena izmed stvari. Ampak preden bomo semena dali v zemljo, se priporoča, da se za 3 dni namočijo v vodo. Rečva izvirsko vodo? Najboljš vodo, ki smo jo sami prinesli z nekega izvira. Najboljši čas za to je obdobje polne lune. Torej, tiste 3 dni bi mogoče ljudje izkoristili za to, da takrat namočijo semena, potem pa dajo seme oziroma semena pod jezik in v zemljo. Zemlja, primerna za cedre, mora biti gozdna ali šotasta. Ali šota, lahko tudi kupijo šoto. In kaj je pomembno? Cedra ima rada vlago in zemlja mora biti vedno vlažna. To pomeni ne pozabiti zalivati. In najbolj pomembno, te sadike oziroma lonček, v katerega bomo posadili, napikali semena, mora biti zunaj. Zunaj? Nikakor ne noter. Cedra ima najraje jutranje sonce. Tako da priporočam na kakšno vzhodno stran, lahko tudi na okensko polico in tudi po zimi. Tele cedre, to so moje. Ta je stara 2 leti.
Ta je 2 leti. Ta je stara 1 leto in tale mali dojenček je star nekaj mesecev. Ne vem, to je vzklilo medtem, ko sem bila na Altaju, tako da nimam čistočnega nadzora, ampak recimo 3-4 mesece. Jaz priporočam vsem, ki bodo sadili semena, da uporabijo za to posebno posodico, v kateri bojo samo ta semena, zato da jih prepoznajo. Zato, ker takole, zdaj je videti tako, ampak na začetku, ko seme uskali, požene na tankem stebelčku, tole luščino ven in izgleda tako kot en fižolček, ki se je odprl. In potem to odpade in se takole kot metlice razprejo iglice. Ko damo to v zemljo, upoštevamo polno luno, vodo, zunaj, na vzhodni strani in tako naprej, čez koliko časa se bo začelo dogajati? Ker slišala sem, da se to ne zgodi po pravilu, ampak takrat, ko je čas in si pripravljen. Ne po tvoji volji, ne po cedrini volji, ampak po volji stvarnika in po volji oziroma po principu kozmičnih zakonov. Cedra se bo, enostavno povedano, materializirala takrat, ko se bo ona odločila. Tako kot se otrok ne rodi, ampak pravzaprav materializira takrat, ko je to v nekem višjem planu. Tako da včasih se zgodi, da uskali v 3 mesecih, včasih se pa zgodi, da uskali šele po 1 letu. Aha, wow. Evo, neverjetno darilo v mesecu decembru, torej, če vas zanimajo sibirski proizvodi, razveselili vas bomo v mesecu decembru s tem lepim rdečim mošnjičkom, v katerem boste torej našli navodila in pa seveda tale semena, in to velja za vsak proizvod, za vsako darilo, za vsako orodje sibirske fitomedicine. Torej, če naročite 3, potem dobite tudi 3 mošnjičke na takšen način in to je res nekaj zelo, zelo posebnega in vem, da ste si to želeli dolgo časa in kakor sem rekla, mene je res narit skoraj vrglo, no. Nisem si predstavljala, da bo kaj takega možnega in veliko semen imamo torej pripravljenih in to bo na kolektivno zavest cele Slovenije vplivalo. Zagotovo. In morda tudi le končno vzpostavilo tisti princip, ki sem ga omenila na začetku, hvaležnost in radodarnost. Naj bo tudi ljudem mogoče kot decembrsko darilo ta informacija neko vodilo v prihodnjem letu. S hvaležnostjo sprejemati in z radodarnostjo dajati. Veliko ljudi se pritožuje, da nimajo tega onega, ne le materialnih dobrin, tudi ljubezni, zdravja in tako dalje. Malo ljudi pa ve, da dobivanje vsega, pridobivanje v življenju ali pa recimo princip, kako pritegneš v svoje življenje srečo, zdravje, blaginjo, uspeh in tako dalje, tudi ljubezen, ne deluje potem, da ti samo pričakuješ, kaj boš dobil. Ampak najprej moraš to, kar želiš, da bi imel, znati dajati. In morda zato semena sibirske cedre kot semena drevesa, ki daje, nič ne pričakuje, nič ne zahteva, daje. Ljudje naj to s hvaležnostjo sprejemajo in dajejo naprej tisto, kar želijo pravzaprav, da bi bilo v njihovem življenju. Wow. Izjemno. Podobno si naredila tudi sama oziroma tvoj sin dolgo časa nazaj, tudi fotografije imamo, kaj ne da? Ja, sinu sem podarila, pravzaprav tako je bilo, veš, pokojni predsednik Drnovšek in Koral, moj starejši sin, imate na isti dan, 17. maja rojstni dan. In 2 cedri sem imela, eno sem podarila predsedniku, eno pa sinu.
In je zraslo. In sin je tisto posadil pri babici, pri moji mami na vrtu. Tista cedra je čudovita. Zdaj sicer mama jo zaščitila, zato ker srna, ki z gozda prihaja na obisk, je ugotovila, kako slastni, verjetno tudi ve, da so zdravi, so vršički in gloda. Odlično. Najlepša hvala. Torej, kot smo rekli, izjemno darilo semena sibirske cedre v takem lepem, čudovitem mošnjičku in naj bo to res tisti čas, ko se zavedamo vsega tega, ne da pademo v ta decembrski kaos. Še kakšna informacija na klepetobkavi.si oziroma na 026 in ne skrbite, semeni boste prejeli tudi navodila, tako da boste vedeli točno kako, kaj in zakaj. Potem pa pričakujemo, da se v Sloveniji res poveča število ceder. Skušamo delati po protokolu in seveda, da tej mrtvi zobje na koncu po neki taki resni presoji v bistvu lahko ostanejo v ustih.